Dober dan, s kolegom Markešem od srede do srede diskutirava o dogajanju v naši družbeno-politični skupnosti. Začneva z nekim meni simpatičnim novinarskim razkritjem, detajle bom potem omenil, in sicer gre za razkritje, da je ministrica za javno upravo skupaj s svojim kabinetom skoraj za 2 tedna odpotovala na neko konferenco v New York. Potem se je izkazalo še, da je s seboj peljala moža, cena malenkost, kot bi rekli v Alan Fordu, nekaj čez 30,000 evrov. In ne, to je prišlo v medije. Meni se zdi pomembno novinarsko razkritje, pa me zanima, kako ti na to gledaš. Ja, dober dan tudi tebi pa našemu občinstvu, cenjenemu. Ne. Na to gledam za skrajno možno mero zgražanja, ne, če tako rečem. Ne. Pa ne zaradi država je država, država mora pač poslovati, k državi paše Falcon, k državi pašejo take in drugačna potovanja, ne, in novopečeni ministri se vedno prvoščijo ogledati si malo sveta in tako naprej. Ampak mi smo doživeli zdaj eno zelo razsežno katastrofo, naravno katastrofo, v kateri se pogovarjamo, da bomo oddelali sobote in donirali denar, ne, in taki računi za potovanja, ki bi jih lahko oddelali po Zoomu, ker bi vlada lahko naredila protokol, v katerem bi preprosto povedala, čemu se odpoveduje zaradi stroškov, čeprav bi to bilo recimo nujno potrebno. Zdaj, če mora premier Golob pač iti v Bruselj, ne, pač gre v Bruselj, ne, ampak ki piše, da je za to treba plačati 10,000 evrov, ne, za en polet, ne. In tako naprej, ne. Tudi na njega zdaj letijo očitki, opozicija tokrat mogoče celo upravičeno strelja v pač njegove stroške. In seveda se bodo retorično obranili, pa to nespodobno. Zgražam se. Zdaj, tukaj treba dati resnici na ljubo, treba povedati, ne, pač, da je ta pot bila pred ujmo, ne, ampak ne, razkrita je bila potem. Razkrita je bila to malo spremenja. Razkrita je bila na TV Slovenija 21. tega meseca. Evgenija Carl, ne? Tako, ne. To je novica, ki je vlado spravila v resno zadrego, ne. Sicer premier Golob pravi, ne, če to je edini problem te države, potem smo zelo dobro skozi prišli, ne. Ampak išlo, bilo objavljeno 21. pa potem še v naslednjih dneh. Zdaj, zakaj to kronologijo poudarjam? Zaradi tega, ker je 19. tega meseca, se pravi 2 dni pred to udarno novico, informacijo, na TV Slovenija prišlo do kadrovske menjave v uredništvu informativnega programa. Prejšnja urednica je odstopila, nova urednica je prevzela vodenje uredništva, po 2 dneh, ne, ima v svoji bilanci prvo udarno novico. Hkrati, ne, smo pa v zadnjih dneh soočeni z očitki, ki letijo na novo odgovorno urednico informativnega programa, da zganja čistko in da Gibanje Svoboda brutalno prevzema oblast na TV Slovenija. Ne, objava te novice, ki Gibanju Svoboda povzroča hude težave, ne, je pomembna za kontekst razumevanja, kaj se dogaja na TV Slovenija, in tukaj ti prepuščam prostor, da izpelješ naprej. Ja, prvič, jaz mislim, da Evgenija Carl je zelo dobra novinarka in je avtonomna. Mislim, da se ona ne bi dala sugerirati, da zdaj je treba pa malo po oblasti početi ali pa se malo ne sme in tako naprej. Ona je ves čas kazala v svojem pač razvoju veliko stopnjo avtonomije in tudi veliko stopnjo poguma. In zavezanosti javnosti. In zavezanosti javnosti, to je prvič. Drugič, Polona Fjavš, ne, ona je zdaj urednica, ne, ki je informativnega programa, vršilka dolžnosti za zelo določen čas, ampak ja. Ja, no, Polona Fjavš, kolikor jo jaz poznam, kolikor sem se jaz pogovarjal in kolikor sploh vem za njo in tako, kako jo opazujem, je ravno tako avtonomna oseba, izobražena in zavezana profesionalnim standardom. Jaz vanjo ne dvomim. Jaz mislim, da je ona še kako ve, kakšen je trenutek,
v novinarstvu, še kako ve, kakšen je trenutek na televiziji, še kako ve, kako varljiva so kratkoročna zavezništva s politiko. Tako da teh očitkov jaz ne kupim. In tretjič, ne, kaj je televizija bila pred Janšo, kaj je bila televizija z Janšo in kaj je bila televizija vmes, smo lahko zelo dobro zasledovali v enoletnem obdobju, ko Svoboda za televizijo ni naredila popolnoma nič. Ali pa skoraj da nič. Ne. Takrat so se novinarji na televiziji pač lahko naučili, da so prepuščeni sami sebi in da je dejansko najboljša stava na svojo, mislim, ne samo avtonomijo, ampak na svojo novinarsko etiko in pa pogum. Tako da v vsem tem razgrajanju okrog nacionalne televizije in čistkah in tako naprej, jaz ne vidim popolnoma nobene realne osnove, razen seveda pač da je skrajni čas, da se odpravi stanje, ki je bilo pa nevzdržno. Ne, spravi, in posledice tega stanja, ki so bile nevzdržne. Kje ti vidiš elemente nevzdržnosti? Mislim, če je kaj jasno, ne, če se samo predstavimo v nekaj oseb, pa omenimo za začetek samo Urbanijo, ne, ki je bil pač direktor, in pa recimo Jožeta Možino, ne, ki je v bistvu popolnoma instrumentaliziran novinar, ne, in pa seveda ta krogec okrog njega, ne kaže na to, da so nazorsko drugačni, s čimer ni popolnoma nič narobe. Tukaj bi jaz pritegnil krivico, da bi tudi na televiziji lahko delali kvote po nazorskem prepričanju. To ni noben problem. Problem je v profesionalnem, avtonomnem, etičnem pristopu k svojemu poslu. Ti ljudje so bili instrumentalizirani in vse so ljudje vedeli povedati, kakšni sestanki so se tam vodili, kateri poslanci so bili njihovi naročniki, informatorji in podobne stvari. Skratka, ko je Janša udaril v nacionalno televizijo, je brez dvoma prišlo do popolne kontaminacije profesionalne sheme. Seveda, dobro vprašanje je, ali je profesionalna shema predtem na nacionalni televiziji obstajala, ali je bila. Ne? Tu so mnenja lahko deljena. Janšov prodor na nacionalno televizijo je brez dvoma protisunek nečesa, ne, kar je na televiziji kot nek bav ali pa kot neka senca vedno ležalo pač na tej ustanovi. Ne. Pokojni Hribar in sploh tudi mi smo pisali o tem, ne, da je pač svet RTV-ja v času, ko je bil pač razdeljen, tako kot je bil razdeljen, obvladovala koalicija SD-SDS v razmerju, kakršnega je pač imela v moči v parlamentu oziroma v politični obtežitvi. Ne. In to ni bilo, mislim, to je bilo vidno na 100 kilometrov. Ne. Nekdo, ki je bil tako ali pa drugače avtonomen v to pozicijo, v to ljubezensko razmerje sploh ni mogel udreti. Res je to, da tisti, ki so inklinirali proti SD-ju in pa v bistvu, tako se je reklo, levici, ne, bom rekel, med novinarji profesionalno, ne, ki so kazali neke višje stopnjo profesionalnosti ali rečemo uglajenosti. Niso bili rokovnači, niso bili barbari. Ampak še vedno je to vendarle bila oblika odvisnosti. Ko je prišla pač Janšova dolga roka na televizijo, so se pokazale pa zelo barbarske sheme, kar je bilo dobro v toliko, da smo jih lahko takoj prepoznali. Mogoče v prejšnjem obdobju pač nismo prepoznali. Se pravi, kaj se zdaj zgodi, če rečemo, da televizija zdaj zahteva dekontaminacijo? Ali to pomeni vrnitev na prejšnjo stanje, ker bo obvladovala spet SD oziroma neka opcija okrog nje, nek lobby kot poprej, ne, in v mojem prepričanju nobenega dvoma, da ta lobby je obstajal in tudi ni nobenega dvoma, da ta lobby ima še vedno apetite. Ne. Zato je ključno vprašanje te tako imenovane dekontaminacije, ali bo obveljala obljuba Roberta Goloba in pa Svobode, da bodo šli od televizije s svojimi interesi stran in bodo pustili delati novinarjem profesionalno. To je za mene ključno vprašanje. Ne, ker meni je tako pomembno, simptomatično, da na začetku mandata kolegice Polone Fjavž se zgodi to, da TV Slovenija nastopi v interesu javnosti, v interesu javne informacije, kar pa seveda ni v interesu vladajoče stranke. Ne? Premier je vihal nos, ne, da če je to problem, potem nimamo problema. Govorim namreč o poti ministrice za javno upravo pa njenega kabineta na ulala dolgo in cenovno zasoljeno potovanje. Ne? Ta informacija zagotovo ni bila v interesu
slovenskega političnega razreda, koalicije, niti dvomim, da je v interesu sedanje opozicije, ne, ker bi se na opozicijski strani našel kakšen zelo podoben zdrs, je pa nedvomno v interesu javnosti. Jaz bi sam rekel, Polona Fijavž pogumno naprej in drži ne pač to svojo razdaljo do politike in do poskusov instrumentalizacije. To, da Svoboda oziroma Robert Golob v končni fazi ne bodo pustili televizijo pri miru, je moja predpostavka v samem izhodišču. In zakaj je ta dobra? Ne? Zato, ker te lahko pozitivno presenetijo, negativno te pa ne morejo. Se mi zdi, da je nacionalna televizija prevelik, kako ne rečem, prepomemben faktor, da bi katerakoli politika ne imela skušnjav okrog nje. Ampak je pa od novinarjev odvisno, kako bodo to stvar zagrabili. Novinarstvo pač v Sloveniji je samo po sebi v tako rekoč nemogočem položaju. Ne. Skratka, po eni strani se mora obnašati malo da ne tržno, malo da ne z nekimi visokimi poslanstvi prepletenimi z državniškimi, po drugi strani pa biti stalno na udaru zaničevani in vi mediji ste krivi to, vi mediji ste naredili uno, vi novinarji ste interpretirali tako. Ne. Skratka, po eni strani se servisirajo, se ponujajo, po drugi strani odklanjajo medijsko bližino in tako naprej. To je pač naravno stanje v novinarstvu, novinarji na to morajo odgovarjati. Sama televizija ne, je pa poklicana pač k temu, da take žogce odbija, oziroma da ti napade odbija in jih tudi artikulira. Ne. To, da se je zdaj opozicija oziroma da se je zdaj SDS na celotni fronti spravlja in na televizijo in na Svobodo v zvezi s temi zadevami, je logično, zaradi tega, ker Janši se to 5 minut sodelovanja ni splačalo v javnem mnenju padu. Ne. Ja. Preden sva sem prišla v tale najin studio, naš studio, je po elektronski pošti prišlo sporočilo iz Državnega zbora, da poslanska skupina SDS zahteva nujno sejo odbora za kulturo, na kateri bi razpravljali, citiramo, čistki. Zdaj, elementi čistke pa vidijo v tem, da se je nekaj voditeljicam oziroma voditeljem TV Dnevnika pa Odmevov to ugledno mesto odreklo in pač bodo počeli v prihodnosti druge stvari. Ne? Zakaj pa to počnejo? Ali zato, ker so odstavljajo njihovi funkcionarji? Zato, mislim, v čem interes politike, da regira televizijo? Vse to ni njen problem. To je problem civilne družbe in javnosti. Ne? Ja, to ni problem SDS. Zdaj bo parlament je izvoljen zato, da bo ena stranka razpravljala o kadrovskih rešitvah na televiziji. Ne? Namreč, kje je bila zahteva po obravnavi takrat, ko so menjali Elen Batista Štadar, naprimer, ko so Marcela Štefančiča, ko so mu ukinili oddajo in tako naprej. Odkot ta pravica ali pa sploh ideja, ne, da zadeve ne zagrabijo celovito. Ne? Jaz imam to perspektivo. Ne, imamo voditelja oddaje, ki napove, v prispevku bomo pokazali, do kakšnih malverzacij oziroma spornih potez je prišlo. In od tega, kdo meni napove prihajajočo vest, je v veliki meri odvisno, ali bom jaz informacij, ki se bo odvrtela, zaupal ali ne. In zato plačaš, ne? Zato plačaš javni. Ja, ampak se pravi, če voditeljica tistega dne vzbuja zaupanje, verodostojnost, bom jaz potem tudi verjel v navedbe v prispevku o nenavadni službeni poti ministrice za javno upravo in njene ekipe. Če bo pa to napovedal nekdo, ki mu težko zaupam zaradi drugih pristranskosti ali pa načina aranžmaja, kako je bil v ta paket TV Dnevnika nameščen, potem pa imam z zaupanjem v informacijo težave.
To, kar si zdaj povedal, spada pravzaprav sploh v bistvo avtonomije oziroma sploh v bistvo verodostojnosti novinarstva. Namreč, glede na to, da je to sproducirala Evgenija Carl, jaz verjamem vse. Če bi to sproducirala Nova 24, ne bi verjel nič. Sploh bral ne bi, samo rekel bi spet eden od naročenih napadov. Podobno kot če spomnim za afero Baričevič, ko je bilo takrat. So bili noter elementi resnice, ampak ker so šli čez Janševa usta, je bilo na koncu vse laž. Nihče nič več ni verjel, zato ker na tisto, kar bi lahko bilo nekaj, res se je nalepilo toliko laži, da več nisi mogel prebrati, kaj je seme in kaj je plevel, in na koncu si zavrgel vse. In to je pač njihovo. In zato novinarstvo mora ohraniti to svojo integriteto in gre tudi v Sloveniji v zadnjih 10 letih in več, dejansko z imeni. Se pravi, imena v novinarstvu zdaj pomenijo celo več kot same institucije. Na nacionalni televiziji že bilo tako. Ko sem jaz videl neko konstelacijo tistih voditeljev, sem ugasnil televizijo. Jaz sem tako naredil. Ko Bergant vodi Odmeve, Ja. Jaz verjamem temu, kar pove. Zakaj? Zaradi tega, ker je 10-15 let natančno poročal o tem, kakšen je slalomski rezultat, kje je šlo tekmovalcu narobe. Verjamem mu, če je zato, ker je povedal, kje je nekdo naredil napako oziroma kje je povozil količek. In verjamem mu zato, ker je znal ustrezno dozirati čustva v smučarska poročila. In pač, ker vem, da govori jezike, ker vem, da je široko razgledan, so vprašanja, ki jih zastavlja v Odmevih, zame verodostojna. Mislim, prvič, to, kar si povedal. On ima kilometrino. Ja, to, kar si povedal. In je zaradi kilometrine deležen mojega zaupanja. Kilometrina je pomembna, ni pa vse, ampak to, kar si povedal, je popolnoma res. Namreč drugi je pa argumentacija, kot jo nismo neumni, se poslušamo linijo argumentacijo. Zaradi mene recimo tudi Luka Svetina, Luka, Ja. No, izpelje neko linijo argumentacije, in če bom videl, da je dobro izpeljal, mu bom verjel. Ni problem, ampak problem je... In jaz mislim, da... Tukaj je pa kilometrina, si pridobiš to reputacijo. Da on bo čez 7 let verjetno dober voditelj. Videl se je, da je v nelagodju, zato ker ga percipirajo kot Janševega vojaka, on pa hoče iz sebe nekaj narediti. To se je videlo. Jaz sem njega gledal, ko je poročal iz poplavljenih območij. Ja. Dober je bil. Ja. Ena od tistih je tako, ko smo včasih padali v nesoglasje, so nas odpuščali, tako brutalno. Zdaj jih niso odpustili, zdaj so jih dali na neka mesta, ki so začetniška, oziroma sploh ne začetniška, ampak kjer se začne. Ampak kjer se dobro lahko začne. Težko pride eden iz neke populistične televizije, pa kar za voditeljico, recimo, ali pa voditelja prvega poročil na prvem programu. Mislim, to je velik karierni preskok. Tako. Na hitro. Ampak o tem jaz ne bom odločil. Tisto, kar vidim, je to, da ta ljudstvu všečen pogrom, ki ga seveda generira SDS, nad tem, da v televiziji urejujejo razmere, se mi zdi popolnoma neopravičen. Dejansko se mi zdi neopravičen. To ni nobena čistka. To je v bistvu pospravljanje za čistko. Hvala za tokrat, kolega Markeš. Čez teden dni nadaljujeva. Drži.